Mislim, da prva zadeva, ki je, moramo biti še bolj glasni, da slovenska avtomobilska industrija v bistvu sodi v sam vrh znotraj nabavnih verig, se pravi, smo inovativni, imamo kakovostne in zanesljive izdelke. Mislim, da to premalokrat povemo in posledično tudi skozi vrsto let, ker Javna agencija Spirit Slovenije organiziramo panožne dneve dobaviteljev, ker pomagamo slovenskim podjetjem na različnih področjih, tudi avtomobilski industriji, da pride v stik z proizvajalci avtomobilov in na ta način tudi v nabavno verigo. Ker je Kitajska nedvomno izredno pomemben partner tudi na tem področju in pomemben player, če lahko temu tako rečemo, smo v letošnjem letu v septembru že organizirali oziroma se udeležili investicijske konference na Kitajskem. Danes smo soorganizirali in mislim, da zelo uspešno glede na število Kitajskih, tudi slovenskih podjetij, dneve dobaviteljev. Kot je bilo pa že omenjeno, se novembra odpravljamo na največji uvozno-izvozni sejem na Kitajskem, ker bomo v sklopu skupnega komercialnega paviljona predstavljali kvaliteto slovenskega gospodarstva, seveda v podpori in pomoči našega ministra, ker bo dal samo še dodatno težo, da dosežemo skupen uspeh. Avtomobilska industrija v Sloveniji je seveda ena od industrij, ki je nek način temelj industrije v Sloveniji, ne nazadnje 10% GDP-ja ustvarjajo avtomobilska industrija. Mi se že nekaj časa zavedamo, da je treba narediti tehnološko prenovo v avtomobilski industriji v Sloveniji. Iz tega naslova sodelujemo z Gremo in tudi država proba s svojimi financami pomagati. Seveda se pa ta moment v geopolitični situaciji se spreminjajo, zadeve spreminjajo, temu primerno se mora tudi na nek način spreminjati odločitve v Sloveniji. Tako da z današnjim, bom rekel, dogodkom in pa obiskom mojim na Kitajskem v začetku novembra upam, da bomo te vezi med Kitajsko in Slovenijo na nek način še pojačali in predvsem, da bomo vsi skupaj bolj odporni za situacijo, ki prihaja. Predvsem moramo še naprej graditi svojo konkurenčnost in pa fleksibilnost, se pravi prilagodljivost na zahteve trga, biti moramo odzivni in pa seveda še naprej moramo vztrajati na naši razvojni naravnanosti. Inovativna je slovenska avtomobilska industrija, to dokazujemo stalno z inovacijami, s katerimi smo prisotni na globalnem trgu in ja, to je naša največja konkurenčna prednost, inovativnost in pa prilagodljivost. Ja, Unior je že 20 let prisoten na Kitajskem z joint venture firmo, tako da imamo kar precej izkušenj na tem področju. Zdaj, mogoče, če smo mi pred 20 leti vlagali predvsem znanje, tehnologijo na Kitajsko, je očitno prišel čas, da se ta zadeva malo obrne, da tudi Kitajska z svojim znanjem, ker tehnološko so nas dohiteli, mogoče kje celo prehiteli, lahko v tako Slovenijo kot v našo firmo vrača z svojo prisotnostjo na evropskem tržišču, kar se praktično že dogaja. The relationship between China and Slovenia is good, and we have established the diplomatic relations more than 30 years. And China and Slovenia, they are good partners. Yeah. In many fields. China is the biggest trade partner of Slovenia in Asia. We know that Slovenia is strong in many fields.